V petek sem podal kazensko ovadbo, katero sem poslal na Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije, specializirani oddelek skupine za pregon organiziranega kriminala Trg OF13 Ljubljana z vsemi materialnimi dokazi zoper osebe. Tukaj je dokument policijske uprave Maribor, kjer so mi 4.5. ob 6.04 odzeli prostost. V dokumentu so zapisali, da mi odzamejo prostost v 6 točkah, da bi naj bil osumljen naslednjih stvari. Prva točka, da bi naj bil osumljen storitve kaznivega dejanja jemanja podkupnine, ker bi z namenom pri izvedbi projekta toplarne ter projekta pohorskih livad dobil od Mika stavbno pohištvo na eni izmed parcel. Dokaz to je dokument Ministrstva za okolje in prostor in drugi dokumenti, ki jih bo tudi direktorica občinske uprave predstavila, kjer je z sklepom in podpisom ministra 20.11.2009 protikorupcijska komisija zahteva vpogled v to dokumentacijo, katera je tudi pregledala, do danes niso našli niti ene nepravilnosti. Tretji dokument je sklep okrajnega sodišča, kjer sem jaz za omenjeno zemljišče v letu 2009 že podelil za 20 let stavbno pravico dotični osebi. V drugi točki mi očitajo, da sem osumljen storitve kaznivega dejanja sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje. Kjer bi naj od Ivana Hajnška sprejel različna darila v obliki računalniške opreme, storitve ter spletne kamere nameščene na različnih lokacijah, skupni vrednosti približno 5000, ter ureditev spletne strani, računalnik in anteno za brezžični internet za LD duplek in skupni vrednosti 3000 evrov. To, kar sem prečital, je dokument policije. To so policisti, kriminalisti zapisali trditve, ki ne obstajajo, ki ne držijo. Nobena skrivnost ni, da je gospod Ivan Hajnšek moj znanec, prijatelj. Nobena skrivnost ni, da je gospod Ivan Hajnšek tudi član te lovske družine. Kako je mogoče v tej pravni državi, da policisti zapišejo, da je na moje posredovanje gospod Ivan Hajnšek podaril lovski družini Duplek anteno in uredil spletne strani lovske družini Duplek. Vsak, ki gre v prvi razred, vzame računalnik, vstopi do objekta, lahko ugotovi, da antene ni na tem objektu. Vsak ima dostop do interneta, pa gre na Google, pa lahko ugotovi, da do danes niso urejene spletne strani lovske družine Duplek. To lahko tudi sami preverite. Edina resnica, ki je v tem, da sva jaz in gospod Hajnšek po telefonu razmišljala, da bi bilo dobro, da bi imeli lovci takšno anteno in da bi bilo dobro, da bi imeli urejene spletne strani. In če to gre, glede na to, da je gospod Hajnšek član lovske družine, in edina resnica, ki bo tudi sam povedal, da je podaril odpisan računalnik iz svojega podjetja svojemu društvu, kjer on dela. Kako lahko nekdo zapiše v uradni dokument policije, da je gospod Ivan Hajnšek LD Duplek dal 3000, meni pa različno opremo 5000 evrov. To je ta ptičja hišica, ki je bil predmet preiskave, kjer mi trdijo, da bi naj sprejel od Ivana Hajnška darilo. Na tem mestu vam povem, edina resnica je ta, da žena na mene večkrat pritiskala,
da ko smo na vikendu, da se čudni ljudje vozijo, da slikajo, da observirajo našo bajto. Pogovarjal sem se z njim. V prisluhu je zapisano, da sem se zmenil z njim za 1000 evrov za kamero, ki se suče in ki se obrača. Predmet preiskave je bil takšen, da so mi pa vzeli iz te ptičje hišice kamero, ki ni bil predmet prisluha. Ne gre za identično kamero. Za tisto kamero, ki je bila v tej hišici, imam vso ustrezno dokumentacijo. In od Ivana Hajnška nisem dobil dobene računalniške opreme, kot je v tem dokumentu zapisano v vrednosti 5000, kako lahko trdijo, brez enega materialnega dokaza. Lahko vam povem, da on kaj od mene dobil, ali pa od naše družine. Da smo njemu za njegov rojstni dan podarili psa, angleško psičko, špringer španilko. To on dobil od nas, Kanglerjevi. In če to gre, ker ga dolgo že poznam, ker je član lovske družine, je pa žalostno, da v državni organ, v dokument, ki ima svoj pečat, zapišejo trditve, ki sploh ne obstajajo. Da smo mogoče v pravoslavni cerkvi nakup premičnine, s katerim je bila mama oškodovana za najmanj $500 000. Kako lahko to policisti trdijo? Kako lahko tako vrednost sploh zapišejo? Brez sodnega cenilca, brez bilo kakšne analize. Res je, da sem moji ženi po telefonu rekel, da smo se dogovorili, da bomo na tiho prodali. Ni dobena skrivnost. To ne pomeni, da je ne bomo prodali v skladu s predpisi, to pomeni, da ne bomo delali takega haloja, kot so delali v Ljubljani pri Zoranu Jankoviću v zvezi z džamijo. Imamo sklep mestnega sveta, ki je posamezni program prodaje potrdil. Sodno zaprisežen cenilec je to zemljišče ocenil. In praksa vseh občinah v Sloveniji je taka, ko se ti pojavi investitor ali pa zainteresirani kupec, takrat daš v prodajo v skladu s predpisi. Ampak damo javni razpis, tako kot vsaki drugi občini. Tudi tukaj je bil razpis. Prijavila se je samo pravoslavna cerkva. Ponudila ceno in ponudba bila sprejeta. V 4. točki mi očitajo, da smo stolben storitve kaznivega dejanja sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje. Ker sem izrazil svoj položaj in svoj resnični vpliv in posredoval, da so odgovorne Dravske elektrarne del pri postopku oddaje delčičem že reke Drave na območju Maribora javnemu podjetju Nigrad dale opraviti dejanje. Pa lepo vas prosim. Jaz kot župan več v tem mestu ne smem skrbeti za javno podjetje, ki je v lasti občine. In tudi tukaj je zapisana laž in trditev policije. Ne glede na prisluhe. Eno so razmišljene po telefonih, drugo so pa stvari, ki se kasneje zgodijo. Tukaj je pogodba, ki bi jo lahko tudi policisti preverili, da ni bilo posredovanja med Dravskimi elektrarnami pa Nigradom. Da je pogodba bila storjena med mestno občino Maribor in Dravskimi elektrarnami. Kako lahko kriminalisti trdijo, se opravičujem, da bolj glasno govorim, ker sem vznemirjen. Da sem posredoval, da so Dravske elektrarne sklene pogodbo z Nigradom. V 5. točki je osumljen storitve kaznivega dejanja jemanja podkupnine, ker je po sklenitvi pogodbe s 15.12. o izgradnji kolektor kanalnih priključkov dobil od solastnika darilo možnost uporabe stanovanja na Stari cesti 6 v Portorožu. Lepo vas prosim. Glede na to, da sem bil priklopljen na prisluhe, brez enega argumenta, prisežem tukaj, nikoli in kdaj nisem uporabljal tega stanovanja, ne jaz, ne moji sorodniki, ne moji prijatelji.
Pojma nimam, zakaj se gre. Tukaj je pogodba, ki je bila podpisana med občino in konstruktorom. Pogodba o sofinanciranju izgradnje, ki pa je bila predhodno parafirana, katero je skloval podžupan Burnač, parafirana z pravne službe, vodja pravne službe, direktorica občinske uprave in direktor za komunalo Vilja Eisenhut. In naj en pove, če sem na kogarkoli v zvezi s to pogodbo ali bilo katero drugo znotraj občinske uprave pritisko, da so to napisali, da smo to sklenili. 6. točka, zelo zanimiva. Je sumljen storitve kaznivega dejanja jemanje podkupnine, se lahko vi to mislite. V ta dokument policije zapišejo, ker je od dosedaj neznane osebe prejel darilo za najmanj 98 000 evrov. Cenejši nakup apartma na Pohorju, ki jo plačal Franc Kangler z dejansko ceno apartmaja, z namenom, da bi v zvezi z oddajo koncesiji drugi športni center opravil ravno dejanje, ki ga ne bi smel opraviti. Trdijo, ki ga ne bi smel opraviti, s čimer je gospodarski drugi športni center Pohorje pridobil tudi protipravno premoženjsko korist in premoženjsko korist in je omogočil pridobiti status koncesionarja za obdobje 40 let. Take lažnive trditve, take svinjarije, ki zapišejo v ta dokument, so pa višek demokracije v tej državi, pa s tem so pa globoko načeti vsi kriteriji, ko govorimo za varstvo človekovih pravic. Zdaj me pa v zvezi s tem dobro poslušajte. Tukaj je dokument, ki pravi, da gospod oziroma podjetje, od katerega sem kupil apartma, 6 mesecev v Mariboru prodajalo apartma za 106 000, pa ga niso mogli prodati. Odkot policiji drznost, da zapišejo, da sem to razliko dobil od neznanega storilca? Odkot policiji pravica tega natolcevanja, da gre tu za neznano osebo, ki bi mi naj pokrila to razliko med tistim, kar sem jaz od Tovo Trade kupil apartma. Vseh teh 6 točk so bile podlaga, da so meni odzeli prostost. Da ste vi imeli kaj zapisati pa zadelati tisti dan. Povem vam pa, da niti ena točka, na podlagi katere so mi odzeli prostost, ni resnična. Petek so bile poslane kazenske ovadbe naprej. Pričakujem od ministrice, da se mi javno opraviči za njene izrečene besede v oddaji Pogledi, kjer je zapisala, to, kar se županu danes dogaja, je, da so policija, tožilstvo in sodstvo v postopku, ki je trajal 3 leta, prišli do dokazov, ki dokazuje, da obstaja utemeljen sum 15 kaznivih dejanj. To niso pravljice za lahko noč, to niso namigovanja brez dokazov, to so najbolj resni postopki, ki jih lahko neka država izpelje. S tem LDS nima nič. To ona trdi. Kako? Na podlagi česa? Če je vrh policije tudi njo zavedel, da smo v Mariboru delili denar pravni fakulteti, da smo v Mariboru delali brez javnih naročil, da sem dobil, ne vem, lovska družina Duplek, dobila spletne strani, pa še do danes niso bile narejene, pa anteno pa še do danes niso bili, da sem dobil razliko med enim, ne vem, neznanega storilca,